Takole, najprej čestitke, seveda, tudi v imenu kluba ljubiteljev evrovizijske popevke Oga je Slovenija. Ja. V tretje gre rado, bi lahko rekli. Končno ste dvignili pokal. Zadnji 2 leti zapored so Lea Sirk, Zala Gašper pripeli finale Sloveniji na pesmi Evrovizije. Bo tudi letos držalo tudi glede tega, da bo v tretje šlo rado in bo tudi Slovenija prišla v finale? Ja, samo zmolimo lahko in upamo na najboljše. Dali bomo vse od sebe in jaz upam reči zase, pač to kot vedno nekako naredimo. Ali nastopaš za 1000 ljudi ali za enega, je na koncu isto, ker je pač človek večnost, ki jo ne gre za zanemariti. Tako da želje so močne, kaj pa sledi, pa še ne vemo. Bomo morali se umiriti in premisliti. Prav. Že današnji nastop je bil zelo dodelan. Si vseeno želite za veliki evrovizijski oder kaj spremeniti, narediti malo drugače ali ostati tako kot lanska zmagovalca Eme, zvesta sami sebi? Ja, to mi je bilo zelo všeč lani. Da ni bilo nekega pompa, ampak da sta ostala tako surova, pristna. Torej lahko pričakujemo nekaj podobnega tudi pri vas? Bomo videli zdaj res skupaj v sodelovanju z ekipo, kako se bomo dogovorili. Ja. To je še vse odprto. Se obeta mogoče besedilo v angleščini? Tudi tega ne vem. Na odru Eme sem si res želela skladbo predstaviti v slovenščini, ker je to naš prvi materni jezik in se mi nekako zazdelo, da bi prišle besede čim bolj z maternim jezikom do ljudi. Tako da ne vemo še. Zdaj pač to je drug oder. Ni vse od mene odvisno, pač je tudi od moje ekipe. Pustimo se presenetiti. Prav. Je že pri nocojšnjem nastopu za vami stala ekipa, ki vas bo spremljala tudi v Rotterdamu. Se boste držali zopet nasveta Zale in Gašperja, da se obdate z ljudmi, ki jim zaupate? Ja, absolutno, to pa sigurno. Ja. To na koncu največ šteje, ker delo ekipe in ta povezava z ljudmi, ki jim zaupaš, na koncu lahko ali obrodi sadove. Mislim, pač, to so te lepe stvari, ki se zgodijo, če ljudje so v nekem sožitju med seboj. Prav. Ob dvigu pokala ste se zahvalili Jezusu. Je bil še kdo drug danes na nocojšnjem odru poleg vas? Ja, seveda, celotna ekipa. Žiga Pirnat, ki je prispeval aranžma za simfonični orkester in nas je spremljal čez lužo. Soavtor skladbe Bojan Simončič, tudi moj partner Peter, moja mati Mira Soklič, moj brat Vid, moji ti, ki na koncu jim najbolj zaupam, so bili z mano in seveda, ja, to, kar sem rekla, mislim, da pač drži. Lepo je, da ima človek neko vero, nekaj z tega malega svojega znotraj, da se pač opre tudi v najtežjih trenutkih. Odlično. Na slovenski popevki ste presenetili z močno temačno balado Temni svet. Pesem Voda po stilu nekako spominja nanjo. Je voda nadaljevanje temnega sveta ali je to zgodba zase? To je, ja, so neke vzporednice med temnim svetom in zdaj skladbo Voda. No, je pa dejstvo, da je skladbo Temni svet prispeval besedilo in glasbo Matevž Šalek-Lahamo. In že lani sem bila malo skeptična, sem rekla, a bi bilo tole v redu, da se prijavi. Pa me je potem on spodbudil in evo, res, ja, lepo. Super. Do zdaj vas je slovensko občinstvo tako spoznavalo tu in tam, ko ste trosili glasbene drobtinice. Po današnji Emi se bo to konkretno spremenilo. Ste pripravljeni? Ja, mislim, želim si tudi nekako narediti stvar naprej, kar se tiče, rada bi sodelovala čim bolj tudi v teh intimnih, v smislu, da imaš zgrajeno stvar v smislu benda, ker to je, ti intimni momenti,
tudi klubske scene so mi zelo blizu. Ker ljudje pridejo, imaš kontakt s publiko, ki so malo bolj blizu in to se mi zdi tisto pravo v glasbi. Tako da tudi mislim v tej sceni si želim glasbi. Odlično. Še enkrat iskrene čestitke. Klub OVE Slovenija pa vas bo seveda zasledoval tudi v Rotterdamu. Hvala lepa. Lepo se Hvala imejte. vama.